Živijo, dobrodošli spet nazaj na moj kanal. Prejšnji teden smo govorili o tele uri Huawei GT3 Pro in jaz sem ful navdušena na to uro. Ampak jaz sem v videu omenila tudi tale telefon. Tole je moj Huawei P50 Pocket, ki je eden izmed najlepših telefonov, ko sem jih kadarkoli imela. Ful sem dobila enih vprašanj o tem telefonu, zato sem se odločila, da naredim še video o njem. Prvo moram povedati, da imate že en video o Huawei P50 Pro, ki je v bistvu neka pro verzija tega telefona, ni zložljiv, pa majčkeno ima boljše specifikacije, kar se tiče vodoodpornosti in podobnih stvari. Ampak mene je tale telefon toliko navdušil, da kakor sem že rekla v prejšnjem videu, ko so meni s Huawei sporočili, da se lahko odločim med Huawei P50 Pro in med tem, sem se jaz odločila za tega, ker je tak luškan, unikaten in ful ga je fajn dati v torbico. Res je tako majhen in jaz sem ful rabila en telefon, ko ga lahko dam v žep, kamorkoli. Ampak še ena stvar je bila res pomembna, da ima ful dobro kamero. Dajmo začeti na začetku. Kaj je prva stvar, ki jo opaziš pri tem telefonu? Ja, valjda, to, da je ful čudno majhen. To je zaradi tega, ker je zložljiv, ko se odpre, vidimo Danja in Žana. Cute. Tada! To drugače ni moj prvi flip telefon, enkrat sem na tem kanalu že delala review za enega drugega, tako da vem, kako mora flip telefon biti kvaliteten in jaz sem definitivno pozitivno presenečena, koliko dober je tale telefon. Zdaj, ko ga držiš v roki in ko ga takle zapreš, definitivno čutiš, da je kvaliteten. Nimaš občutka, da je neka navadna plastika, niti nimaš občutka, da se ti bo zlomil, da bo kakorkoli imel kakršnekoli probleme zaradi tega flipa. Edino mogoče takle, ko se na svetlobi vidi tale pregib, ampak ful ne moti, res je zelo mal, koliko pa prežgeš telefon, se ga pa v bistvu sploh ne vidi. Jaz ga zdaj uporabljam že nekaj časa in sem se na vse tole ful navadila, sploh ni moteče, normalno je. Ekran je dosti kvalitetno narejen, da se definitivno ne bo obrabil, če ga skozi odpiraš in zapiraš. Zato so pri Huaweiu res dobro poskrbeli. Kakor sem že govorila, da je tale ura res ful lepa, je tudi lep tale telefon. Omenila sem, da sta si ful podobna, da je v bistvu en tak parček, kar je v bistvu tudi bil eden izmed glavnih razlogov, da sem se odločila, da bom držala tale telefon. Če pogledamo telefon od blizu, vidimo tale detajl tehle kvadratkov, ki je mene je totalno prodal. In pa tudi tale pearly white barva, ki se odseva, je ful čudovita. Ko telefon odpakiramo iz škatle, dobimo zraven tudi tale uvitek, ki ga imam jaz zdaj skozi gor. Dajmo pogledati še kak je telefon brez uvitka, takle izgleda. In se v bistvu se kar zalepi gor. In je res fajn drži. Sem pričakovala, da ga bom pol skozi nosila brez uvitka, ampak sem se v bistvu ful navadila z uvitkom, je res fajn narejeno. Evo, tukaj izgleda uvitek. Torej, to pa je telefon brez uvitka. Majčkeno ima te kvadratkaste teksture, ki se je čuti in je ful prijetno na dotik. Res se telefon čuti, da je zelo kvalitetno narejen, kar je meni res ena izmed glavnih stvari, ki mora biti. Dobro je narejeno tudi to, da kadar je telefon zaprt, je res zaprt. Tukaj vmes ni nobene luknje, da bi karkoli lahko šlo noter in kadar se zapre, se sliši tak res prijeten klik, nimaš res občutka, da bo karkoli šlo narobe s telefonom, tudi če je flip telefon. Tudi nimaš glih občutka, da bi ga lahko v kjerokoli smer zlomil. In v bistvu je narejen tudi tak, da kakorkoli ga odpreš, tak bo tudi obstal. O tem pa bom še govorila malo kasneje, ko pridemo do kamer. Ena izmed glavnih stvari, ki je mene ful navdušila, je tale ekranček tukaj spredi. To pa zato, ker zaradi tega ekrančka lahko zdaj delam selfije s tole zadnjo kamero. Navajeni smo, da če delamo selfije, obrnemo telefon proti sebi, naredimo selfie in to je to. Ta telefon ti omogoča še to opcijo, da lahko ti selfije delaš s to kamero. To pa tek, da v bistvu zapreš telefon, tale ekranček odkleneš s svojim prstom, posvajpaš do kamere, klikneš gor in lahko delaš selfije s tole kamero. Sploh ne rabiš odpreti telefona. Evo, to je kvaliteta slike, meni se res zdi vrhunska kvaliteta. Sem full excited, da naredim kak res superior selfije s to kamero. Ampak tudi, ko telefon odpremo, imamo še eno fajno funkcijo te kamere, ker ko odpremo telefon in če naredimo tole, se nam bo tole dol spustilo, zato da lažje dosežemo vse tele gumbe. Zdaj lahko vse fotkam z eno roko, ker se ne rabim stegovati gor in karkoli hočem narediti, lahko delam z eno roko. Pa še ena fajna stvar je, ne glede na to, v katero smer imam obrnjeno kamero, lahko telefon postavim, naštimam timer in telefon sam stoji in me fotka. Kakor vedno ponovim, če imaš Instagram ali pa če hočeš imeti res fajne fotke, je to res ful cool stvar. V kombinaciji z timerjem na tele uri pa še to boljš. O tem pa sem govorila že v prejšnjem videu. Še ena ful cool stvar je. Jaz sem obsedena s sončno kremo. Sončna krema je zdaj poleti ful pomembna. Jaz imam kabriolet avto in jaz moram imeti skozi sončno kremo na faci. Trenutno nimam na faci niti pudra, v bistvu imam samo eno kremo, ki nima SPF-a. Dajmo
preveriti, če je to res. Na tem telefonu lahko jaz uporabim tole funkcijo. Zdaj bo telefon skeniral moj obraz in mi bo pokazal, kje imam sončno kremo že nanešeno, kje je nimam. Lahko se tudi slikam, zato da preverim. Kakor lahko vidimo, trenutno nimam sončne kreme na faci. Zdaj pa, če vzamem eno navadno sončno kremo in si jo nanesem na obraz, bomo videli razliko. Evo, telefon je takoj zaznal, da imam po spodnjem delu obraza že kremo. Vidimo, da mi je telefon pokazal, kje imam nanešeno kremo in kje je nimam. Po čelu recimo se nisem namazala. Moram priznati, da ta funkcija s sončno kremo je meni bila res mind-blowing, ko sem jo odkrila. Če gledaš tale video poleti, ne pozabi nositi svojo sončno kremo. Zdaj pa zadnja stvar, ki se mi zdi, da je pri Huawei-jevih telefonih vedno največje vprašanje. Kak je z aplikacijami? A lahko najdem vse aplikacije, a lahko imam na tem telefonu res čisto vse, kar hočem? Kratek odgovor je, da ja, lahko. Sicer se moraš majčkeno znajti, ampak res se da najti vsako aplikacijo, ko hočeš. Jaz recimo ne morem funkcionirati brez maila, ne morem funkcionirati brez Google Drive in ja, Google aplikacije so bile pri Huawei največji izziv. Ampak zdaj je Huawei dobil aplikacijo G-Space, kjer v bistvu ti lahko downloadaš čisto vsako aplikacijo, ko si jo želiš. Kakor sem rekla, tukaj je moj mail, čist enako deluje kot na kjermokoli drugem telefonu, vse lahko vidim gor, tudi Google Drive mi dela čistek, ko mora, res je ful super. Imamo tudi druge aplikacije, res čist vsako aplikacijo, YouTube, vse lahko najdeš na G-Space. In aplikacijo YouTube lahko zdaj uporabljam tudi na Huawei-ju. Prednji imel Huawei G-Space, si mogel vedno brskati v web browserju, kar je bilo malo. Ampak zdaj lahko imaš čisto aplikacijo YouTube, ki jo lahko uporabljaš tako, kot pa čisto na vsakem drugem telefonu. Kar se tiče pa drugih aplikacij, smo pa že večkrat govorili, da jih lahko najdeš na Huawei-jevem Petal Searchu in pa tudi na Huawei-jevem App Galleryju. Tako da res, zdaj izgovora, da se kjere aplikacije na Huawei-ju ne da dobiti, ni več. Res se najdejo čisto vse. Če imaš glede tega še kako vprašanje, mi lahko definitivno napišeš dol spodaj in bom res na čisto vse odgovorila. Se mi pa zdi, da je to zaenkrat vse za tale moj čudovit, prečudovit, najlepši telefonček, ki ga jaz obožujem in upam, da je všeč tudi vam. Drugač pa ja, to je vse za tale video. Upam, da ti je bil všeč. Če ti je bil, daj en like, dol spodaj se naroči na moj kanal in kakor sem rekla, dol spodaj mi lahko komentiraš čist karkoli, kakršnokoli vprašanje in vse ti bom odgovorila. Če pa si pogledal tale video do konca, pa dol spodaj napiš še tale emoji. To je to za tale video, lepo se imejte in veliko se smejte in vidimo se naslednjič. Čau!